Prav en lep dober večer, dobrodošli v Infocentru Triglavska roža na Bledu. Oktober, že par let namenjamo predstavitvi raziskav v Triglavskem narodnem parku in biosfernem območju Julijske Alpe. Načeloma so predavanja kar lepo sprejeta, glede na tematike tudi relativno dobro obiskana, bomo videli, kako bo to letos. Letos smo tem predavanjem, predstavitvam raziskav v Triglavskem narodnem parku namenili kar 5 sred, to se pravi vse oktobrske in še eno novembrsko. In začenjamo pa z predavanjem posvečenem kulturni dediščini v Narodnem parku. Hkrati v tem času med 27. septembrom in 11. oktobrom v Sloveniji in po celotnem evropskem prostoru potekajo dnevi evropske kulturne dediščine. To je skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Letos potekajo že 35. dnevi evropske kulturne dediščine pod skupno temo Zidovi naše preteklosti, temelj naše prihodnosti. In mislim, da že od leta 2008 tudi Triglavski narodni park s kakšnim dogodkom sodeluje. Tamle si lahko potem, ko odhajate, vzamete brošuro, kjer je krasen nabor različnih dogodkov posvečenih kulturni dediščini po celotni Sloveniji in se lahko udeležite blizu ali pa daleč kakšne zanimive prireditve. No, danes smo pa v goste povabili, kot lahko že tudi vidite na uvodnem slajdu, dr. Boruta Juvanca, ki nam bo predaval o arhitekturi v Alpah. Na Triglavskem narodnem parku se že dobro poznamo, z njim nam je že večkrat predaval, recimo tudi o čebelnjakih, pa o vernakularni arhitekturi. Leta nazaj, ko sem recimo jaz šele začenjala s programom tukaj, smo skupaj pripravili razstavo o Kozolcu. Tako da res zanimiva predavanja o arhitekturi, predvsem seveda v alpskem prostoru. Pa da ga na kratko predstavim, dr. Borut Juvanec je arhitekt, dolgoletni profesor, poznavalec z področja teorije arhitekture, tradicionalnih znanj in identitete v današnjem oblikovanju prostora. Je član številnih mednarodnih strokovnih združenj, avtor številnih knjig in strokovnih člankov z področja arhitekture. Posveča se predvsem raziskovanju tako imenovane vernakularne arhitekture, ki je arhitektura namenjena človeku in njegovim vsakdanjim dejavnostim. Njeni nosilci so bili mojstri, ki sicer niso imeli formalne izobrazbe, a so bili polni znanja in veščin, ki so se prenašala iz roda v rod. Bili so dobri poznavalci lokalnega okolja in zelo spretni v smislu izrabe prostore, uporabi naravnih lokalnih materialov in gradnji preprostih, a uporabnih objektov, ki so skladni z naravnim okoljem. Na oder vabim dr. Boruta Juvanca, da nam podrobneje predstavi arhitekturo Alp in približa mojstrstvo tradicionalne gradnje hiš, kašč, sušilnic, vodnjakov, čebelnjakov, kozolcev in drugih objektov. Prosim, dr. Juvanec. Gospe in gospodje, arhitektura v Alpah je pomemben del kulture. Arhitektura kot taka ni najpomembnejši del kulture, je pa zagotovo njen najvidnejši del. In arhitektura v Alpah je tista zanimiva reč, ki jo imamo in ki jo moramo gledati malo drugače, kot jo gledamo v kontekstu neke evropske arhitekture. Evropska arhitektura je rasla predvsem s strokovnjaki, vernakularna arhitektura je pa tista arhitektura, ki so jo gradili veliki mojstri, ki niso bili šolani, ki niso imeli šol, ki niso poznali tujih arhitektur, ampak so delali po svoje in zato je vsak objekt, vsak element, vsaka arhitektura svoj izum od začetka naprej. Če pogledamo
arhitekturo v Alpah, bomo videli, da v Alpah Triglav narodni park, je pravzaprav zelo malo prostora za arhitekturo kot tako. Gre za skale, gre za hribe, gre za redke doline, ki so bile seveda poseljene tam, kjer je bilo to možno. V hribovitem ali visoko zgoraj, tole je Ajdna nad Žirovnico, so se ljudje samo umikali pred zavojevalci, ki so prišli in so jih pregnali iz dolin. Ko so lahko živeli v dolinah, so jasno živeli v dolinah, na planinah tega praktično niso ne mogli, ne hoteli in tega tudi niso počeli, da bi tam živeli. No, če pogledamo še stare slike, če govorimo o kulturi, kultura ni samo arhitektura, ampak tudi drugo. V slikarstvu je zelo pomembno in če pogledamo Bled, in ta Bled je seveda nekoliko drugačen, kot če se postavimo na obalo jezera in ga dejansko pogledamo. Na sliki vidimo jezero, na sliki vidimo otok, vidimo grad na skali in vidimo Triglav. To je res, ne gre za laž in gre pravzaprav bolj za izročilo. Izročilo tega je, da je jezero voda, da je sredi jezera otok, da je grad na skali, neosvojljivi skali in da je Triglav strm, da je sestavljen praktično iz skal in ne iz kakšnih drugih oblik. Danes vam bom pokazal pravzaprav množico ali veliko množico objektov, ki nastopajo v vernikularni arhitekturi Alp, predvsem na področju Triglavskega narodnega parka v ožjem smislu, v širšem smislu in v vplivnem ali na obrobju, ker se pravzaprav ravno tako pojavlja arhitektura, ki je zanimiva in ki jo moramo poznati, če hočemo vedeti, kje živimo, kako živimo in kako to je. Poglejte, če začnemo pravzaprav z največjim objektom na obrobju Triglavskega narodnega parka, Šentviška planota, gre za suhozidno arhitekturo, ki pa je grajena v nadstropja. Gre za kamen na kamen in tukaj je popolnoma jasno, da je to veliko mojstrstvo. Bolj običajne hiše so seveda grajene bolj običajno, v kamnu, v opeki, v lesu in izgledajo približno takole, kjer imamo jasno bivalni del, vhodni del s črno kuhinjo in gospodarski del, bodisi da gre za hlev, bodisi da gre za kaščo, za shrambo ali za kakšne druge objekte. Seveda obstajajo tudi izjeme. Če si pogledamo objekt, kot je tole, gre za neko vertikalo, nek stolp, kar pa je seveda izjema in ne pravilo. Kasneje vam bom povedal, ko se bomo pogovarjali o kaščah, nekaj več. Domačija je postavljena pravzaprav tako, da imamo bivalni del in gospodarski del. In bivalni in gospodarski del v Alpah je praktično vedno vezan. In tukaj imamo bivalni del, gre za Oplenovo hišo v Studorju, gospodarski del, ki je spodaj zidan, zgoraj imamo leseno, spodaj je živina, imamo gumno, ki je služi za spravilo voza, ko pa rabimo za mlačev, to voz enostavno odmaknemo in imamo prostor, kjer lahko mlatimo žito. Se pravi, gre za objekte, ki so zelo značilni, ki imajo pravzaprav vse isti namen, isto vsebino, ampak vsak je grajen nekoliko drugače. Pomembna je tudi dostop do nadstropja, ki je praviloma vedno z vozom, da lahko ob nenadnem dežju zapeljemo voz s senom direktno noter
in to je zelo pomembno in zelo značilno pravzaprav za vse domačije na severni strani Triglavskega narodnega parka. No, tukaj imamo češnjico pri Kropi, gre za objekt, spet bivalni objekt, ki je popolnoma ločen. Zidan je za človeka, za ostale stvari je lesen. Gre za osrednji del za bivanje, črno kuhinjo in gospodarski del oziroma konkretno za kaščo. Zadnji del je sicer nekoliko zamaknjen, vidimo, streha se ne stika, ampak je bila očitno narejena posebej ali kasneje. Sprednji del lahko vidimo bivalni del posebej v belem in ostalo v lesu. Na jugu TNP-ja preko Vršiča, kjer pravzaprav prihaja že sredozemski vpliv, je arhitektura popolnoma drugačna. Gre za razmeroma velike hiše in gre za popolnoma drugačne klimatske pogoje. Gre za doline, ki so bile včasih, ko smo še poznali sneg po zimi, mesece in mesece odtrgane od drugega dela Slovenije. Tukaj gre za bivalno arhitekturo, vedno v nadstropje, spodaj je hlev, zgoraj je bivalni del, na vrhu je senik in seveda vsi gospodarski deli gospodarskega dela so nanizani v enem samem objektu, praviloma v enem samem objektu, ki ima za značilnost pravzaprav ogromno streho. Ogromno streho zaradi tega, ker gre za zelo velik tloris in ta velik tloris, ki je seveda mnogo metrov krat mnogo metrov, je služil za bivanje, zgoraj za druge stvari, pod streho so stanovali hlapci in drugi, ne samo družina, in streha je jasno izjemno velika. Posebej je treba poudariti, da so strehe pri nas vedno strme. Strme zato, da je sneg spolzel z strehe, ko je napadel. V Dolomitih, v centralnih Alpah, tudi v Pirenejih imamo drugačen princip, drugačen način, so položne strehe, kjer sneg izkoriščajo kot toplotno izolacijo. Toda, ko je tega snega preveč, je treba sneg čistiti in to je veliko dela. Ko gre za obrt ali kasneje tudi za industrijo, dobimo popolnoma drugačne hiše. Kropa gre za hiše, ki ni samo kot domačija, ampak gre za neko mestno hišo, mestno ulico, visokih hiš v nadstropjih, ker so izkoriščena tudi podstrešja. Skratka, gre za oddajanje, gre za mnogo ljudi in za popolnoma drugačen tip arhitekture. Posebej zanimiv je tale primer Goljeve domačije na Ovsišah, kjer imamo, ko gledamo od strani, gre za kvadrat. Ko gledamo vzdolžno fasado, vidimo, da je to sestav 2 kvadratov. In v resnici, ko gre za tloris, vidimo, da je sestav 3 elementov. Časovno je teklo to tako, da je prvotno stanje bivalni del, se pravi hiša, bivalni dnevna soba bi danes rekli, črna kuhinja s šipovnikom in gospodarski del, in to v 3 nivojih, kot klet, kot shramba in kot kašča na vrhu v 3. etaži. Redko katere hiše so bile grajene v eni potezi, da imamo hišo, ki je tekla z gospodarskimi objekti in oziroma elementi in imamo potem, poglejte, bivalni del, kuhinjo, gospodarski del, se pravi kaščo in že senik, spodaj je hlevski del z vsemi elementi, ki
ki jih imamo. Skratka, streha je pravzaprav najbolj zanimiv del alpske arhitekture. In še ena značilnost, razpršena gradnja domačije. Ko imamo enkrat bivalno hišo, ko imamo hlev, ko imamo kozolec, ko imamo kaščo, v tem primeru na Knežkih Ravnah celo 2 kašči, kasneje bom pokazal, kako se tudi ta ena od 2 kašč deli na različne dele, in potem na sušilnico, ki je seveda zaradi tega, ker suši z ognjem, nevarna, in če bi zgorela sušilnica, imajo vsaj hišo streho nad glavo, in če zgori domačija, imajo vsaj to, kar se je v sušilnici delalo. Črna kuhinja je tisto, česar danes ne poznamo več. Gre za črno, dobesedno črno kuhinjo, ki je črna od nekje višine 1,5 metra, kjer se je zbiral dim, spodaj je to seveda svetlejše, zato ker se je dalo tudi očistiti. Bivalni del pa je hiša, se pravi beseda hiša za sobo pomeni, da se je pravzaprav hiša kot taka začela z enoceličnega prostora, ki je bila dejansko hiša, ki so ji dodali potem lopo ali preddverje, iz katerega se je razvila črna kuhinja, in potem se je po potrebi nadaljevalo. Vernikularna arhitektura ni bila nikoli delana v eni potezi, ni bila nikoli narejena od začetka do konca in potem v uporabi, ampak je tekla tako, kot so tekle potrebe. Vernikularna arhitektura je vedno sestav možnega in potrebnega. In rezultat tega je to, kar imamo. Estetski vtis, lepota, če rečemo z drugo besedo, je seveda stranski proizvod gradnje, uporabe, dosegljivosti in seveda pameti in pa rok teh, ki so to naredili. No, bivalni del, hiša kot taka, ima vedno mizo, ima klopi okrog sebe. Miza ima razmerje praviloma vedno v istem razmerju, kot je ves prostor. Na drugi strani, diagonalno od mize, je vedno je peč, in tukaj gre za bohkov kot, se pravi z 2 strani osvetljen prostor, ki so ga uporabljali kot najbolj imeniten. To je primer iz Zgornje Radovne. No, če gremo naprej, povedal sem vam že, da bom samo nametal objekte in povedal, kakšne so njihove osnovne značilnosti, in teh objektov je, če se prav spomnim, vsaj 15, in zato ne bom se zadržal ob vsakem objektu predolgo, ampak bom samo povedal osnovne značilnosti. V Srednji vasi, ena najstarejših kašč, grajena iz kamna. Poglejte, tukaj le avtomobili, ki so jo pojedli. Vogal manjka, ampak še vedno deluje. Letnica, ki jo ima kašča, je 1592, kar je pa najbolj zanimivo, je pa to, da je spodaj kletni del, zgoraj je kašča in strop kašče je vedno obokan z obokom, in to seveda iz kamna. Od znotraj izgleda tako, tole je z Goljeve domačije, ampak isti princip, kašča v 3. nadstropju in obokana na takle način. Ravne nad Bohinjem je bilo včasih cela vrsta kašč, ki so stale kašča zraven kašče, približno tako kot kozolci v Studorju. Danes so vmes postavljene bivalne hiše, ki seveda ta red zameglijo in ga ne opazimo več, in zato je seveda še bolj zanimivo, da je vsak detajl, ki je še ohranjen, res ohranjen.
Ravne so bile tiste, ki so imele v vrsti. Tukaj gre za kaščo, ki stoji sredi domačije, razpršene domačije, ampak kar je najbolj zanimivega, je to, da imamo manj uporabne stvari spravljene na podstrešju in tak je tudi dostop. Samo včasih gremo gor. Redno hodimo v kaščo, pod kaščo imamo mizarsko delavnico, pod kaščo imamo kovaško delavnico, v spodnjem delu vstop spodnje strani je klet. Ampak zanimivo, da je tukaj le še ena kašča, je drugačnega materiala, več lesa in popolnoma drugačna, ampak očitno so imeli zadosti hrane in pa seveda predvsem tudi danes avtomobilov pravzaprav težko dosegljiva lokacija. Najbolj zanimiva, konstrukcijsko vzeto, je kašča na Pečinah. Gre za planoto na drugi strani Kneže in imamo leseno konstrukcijo, ki je izjemna. Gre za primarno konstrukcijo, poglejte, tale dva tramova nosita slemensko lego, imamo vmesno lego in imamo kapni legi. In potem je konstrukcija strehe. Ampak kar je najbolj zanimivo, ker nimajo lesa, zadosti ravnega lesa, kot ste ga recimo vajeni na tej strani Alp, ampak tisto, kar je pač možno dobiti, so uporabili tudi tako krivenčast les, iz česar so naredili potem konstrukcijo, ki je izredno stabilna, ki je izredno imenitna. To, kar je še zanimivo, je vertikalna stena, ki je grajena iz slame in to iz kratke slame, zato da so lahko porabili vse tisto slamo, ki je odpadla, ko so delali streho kot tako. No, konstrukcija je popolnoma preprosta, na kamnitih temeljih, na kamnitih kamnih, stoji kvadraten tloris iz tramov in zgoraj strešna konstrukcija, primarna, sekundarna, slamnata kritina in to je objekt, ki je pravzaprav izjemen v evropskem prostoru. Podobna reč stoji nedaleč, tole je Hom, že pravzaprav na Krnskem pogorju, na obronkih Krna, ampak tukaj je zanimivo to, da imamo klet spodaj, ampak dostopno iz ceste in da je kašča dostopna zgoraj, pravzaprav zadaj in nadstropje je za seno. No in tisto, kar je najbolj zanimivo, kako so spravljali, to se da videti blizu Žirovnice, kjer sem v 70 letih našel še tele slike, ki kažejo zaboje, kjer so tukaj dvignili pokrov, stresli žito v notranjost, ven pa jemali z drsnimi vratci, kjer je žito prišlo ven samo od sebe. Prej sem omenil kot izjemo neke visoke objekte, ki so doma tam, kjer sredozemski vpliv prihaja, kjer imamo latinsko kritino, se pravi blage naklone strehe, kjer imamo strmino, ki teče, tukaj za tole kaščo so domače hiše in kašča je edino, na tem mestu jo je bilo mogoče postaviti. Sušilnica je objekt, kjer so sušili tako sadje kot lan. Tukaj gre za sušilnico sadja, Knežke Ravne, že spet, ker gre za zanimiv objekt, ki je pravzaprav zidan v obliki črke U, spredaj odprt. Znotraj tega imamo, lahko bi rekli, peč, ki jo polnimo od strani in ki suši v sprednjem delu, dim pa izhaja potem tudi skozi slamnato streho. Sušilnic za lan v Alpah praktično ne poznamo. Gre za odprto sušilnico, za sadje
mora biti seveda zaprta. In tukaj imamo različne sisteme, kjer je lahko ogenj, ki suši, ki greje in ki daje okus in vonjave direktno. Lahko je pa to narejeno tako, da imamo vhodni del pravzaprav zaprt, od spodaj je ognjišče in okrog tega gre do dimnika, ki dim odvaja od ognja. No, na drugi strani je bil vhod, tukaj je zadnje strani peč in tukaj so kurili, kjer je vročina tekla naokrog, dim je izhajal skozi dimnik navzven. Zanimivo je, da so sušilnice v Alpah pogosto skupna lastnina, vaška lastnina. Tole je recimo z Lancovega, kjer imamo dve enoti za sušenje, spodaj je gorišče, se pravi kurimo, vstop za zrak za ogenj, od zgori kontrola za dim, ker dim greje in počasi izhaja skozi dimnik tukaj skozi navzven. In to nekdo skrbi, en človek skrbi za to, je last vse vasi in ta človek skrbi in ve, kdaj, kje, kaj in kako je treba sušiti. Jasno, sušenje ni tako preprosta reč. Slive, hruške, jabolka se sušijo popolnoma na drugačen, vsaka na drugačen način. Voda in vodnjak je pravzaprav izjemno zanimiva reč že zaradi tega, ker je voda nujna za preživetje, nujna za življenje, tako ali drugače. Kadar imamo živino, je pa to še posebej pomembno. In tukaj poglejte, imamo jezerce, lahko rečemo mlaka, lahko rečemo zajetje, ker je skoraj gotovo tole bilo narejeno umetno ali pa vsaj povečano umetno. Danes poznamo takele primere pravzaprav kot zajetje vode za izdelavo tehničnega snega. Na planinah, kjer imamo živino, kjer živina še vedno obstaja, je seveda voda ključnega pomena. In jasno, kadar gre za čredo, gre kar za nekaj krav ali nekaj ovac ali koz, predvsem gre v Alpah za krave, imamo korita, ki omogočajo, da pride živina z dveh strani in to več živali hkrati do vode. Najbolj imenitna korita so seveda lesena, narejena kot drevak, deblak, čoln, ki je narejen iz enega samega debla. Tukaj gre za isti princip, s tem, da je voda znotraj in od zunaj to uporabljamo. Problem pri tem pa nastane, ko imamo premajhen vodni tok, ko imamo majhen curek vode, potoček, ki bi naj zadostil za vso čredo nekaj 10 krav. Kaj lahko takrat naredimo? Takrat je treba vzeti pamet v roke. In naši predniki so to znali, naredili, poglejte, so korito, ki so ga dali za korito, še korito, korito in majhen potoček to korito napolni. Celo noč ga polni, ko napolni prvo korito, se prelije, napolni drugo korito, tretje, četrto, peto in ko pride čreda, naenkrat popije to, kar se je nalivalo vso noč. Ko gre na pašo, potoček spet začne postopek od začetka in tako imamo tudi z majhnim curkom vode lahko velik efekt, ko imamo čredo tako, kot si jo pač želimo. Ker je zadosti vode, si lahko privoščimo, da voda kar naprej teče, vedno teče, je namenjena ljudem, poglejte, gre za lonček in za korito, kjer so včasih, ko so bile v srednji vasi še živina, so tukaj pile živali, bolj običajno pa je, da so tukaj prale.
perice so prale, tudi bistvo tega je, da imamo spet korita, iz katerih se preliva voda. Zakaj? Zato, ker če je ena sama perica pri vodnjaku, ni nobenega problema. Najprej opere umazano perilo, potem ga dobro izpere in na koncu ga izpere. Ampak, ko pride naslednja perica in hoče spet prati, je prva perica že na koncu in ima že čisto perilo in tista z umazanim perilom ji ga zamaže. Se pravi, to ne deluje. Zato imamo različne korita in prvo pranje umazanega perila je v spodnjem koritu, naslednje v tem, izpiramo pa v tretjem koritu in tako lahko pride druga in tretja perica in istočasno perejo različno umazano perilo. Vodnjak je seveda različnih tipov. In prejle sem pokazal vedno potoček, izvir vode, ki priteče. Tukaj gre za talno vodo. Se pravi vodo, ki je nekaj metrov pod nivojem in tukaj, kadar ne gre za več kot kakšnih 5 metrov, si lahko privoščimo princip tehtnice, kjer to enostavno korito, korec potopimo v vodo, potegnemo ven in vodo uporabljamo. Tukaj gre spet za korito za živino, ker smo napolnili in tako smo do vode prišli. Žal je tale slika stara, jaz mislim, da svojih 10 let. Danes tega vodnjaka ni več oziroma njegovi deli žalostno ležijo okrog po pašniku. Ampak taki pa še vedno obstajajo drugje na Gorjušah, to je iz Koprivnika bi bila prejšnja slika. Tukaj gre za Gorjuše in jasno še uporabljajo lesen korec, so zamenjali s pločevinastim, ker je prvič lažji in drugič bolj dosegljiv, ampak naprava, talna voda je še vedno dosegljiva in uporabna. Kadar tudi talne vode ni, nimamo druge možnosti, kot da zbiramo deževnico. Žal nisem našel slike, ko je Štirna na Pocarjevi domačiji, gre spodaj za zbiralnik vode, ko je imel še žlebove, ki so tekli semle noter z vseh streh, poglejte, žleb, ki odvaja vodo, od tukaj je bil praviloma speljan še drug žleb, do sem, kjer so zbirali vode in tukaj so pravzaprav samo izrabljali vodo kot tako. Podoben primer ali pa še bolj zanimiv je na drugem koncu Zgornje Radovne, kjer imamo spet neko hiško. Ampak najbolj zanimiva je notranjost te hiške, kjer imamo seveda vodnjak sam, kjer imamo vreteno in škripec, preko katerega spuščamo vedro v vodo in ga dvigamo za uporabo. Še zanimivejši pa je enak tip, ki ga najdemo na Gorjušah, to je pa spet hiška, ki ima konstrukcijo, znotraj te konstrukcije pa imamo vreteno, na katero navijamo koritce ali korec ali vedro in tukaj, ko smo letos v začetku septembra bili pri lastniku tega vodnjaka, je bilo 4,90 m od tal do globine vode. Ampak najbolj zanimivo je, kako izgleda vodnjak znotraj, gre za suhozid in gre za suhozid, ki ne zbira samo, ki ne omogoča samo talne vode, ampak tudi površinske vode, ki pritečejo in skozi suhozid se lahko stekajo v notranjost, kar je seveda uporabna vrednost s tem bistveno večja. Ledenica je manj znan objekt, posebej v Alpah, bolj
znane stvari so na Krasu, kjer so bile zelo pomembne obrt ledeničarstva, ker so živeli na desetine ledeničarjev tako, da so spravljali led v ledenicah in jih potem ponoči vozili v Trst, kjer so jih spravljali za gostinske storitve, se pravi za hlajenje pijač, za zdravljenje, za mesnice in seveda za ribarnice. Drugi, pravzaprav velik sklop ledenic je v severovzhodni Sloveniji, Radgona, Lendava in Goričko, kjer so vseh tipov ledenic tam. Tole je pa pogled Rateče. Levo imamo Julijske Alpe, desno Karavanke in včasih je seveda ta dolina bila poplavljena z vodo. Ko je zamrznila, so led lomili in ga spravljali na vlak. Včasih je vozil vlak iz Ljubljane v Trbiž in jasno iz Rateč v Ljubljano je zelo uporabna reč, da so lahko ta led vozili v Ljubljano in s tem zaslužili, istočasno pa izrabljali dane možnosti, pravzaprav tam, kjer jih drugje ni bilo. Edina ledenica, ki jo poznam v alpskem okolju, je blizu Bleda pri graščini, ampak poglejte, gre za imenitno kamnito konstrukcijo, ki je grajena iz kamnov, ki so jih našli. Gre za neobdelane kamne in ti neobdelani kamni so postavljeni drug zraven drugega, ampak konstrukcija je izredno trdna. Jasno, strokovno delo je obok, banjasti obok iz opeke. Tega drugje v Alpah še nisem opazil, nisem videl. Čebelnjak je jasno objekt, ki spravlja panje. Ampak takih panjev, kot jih poznajo recimo v Podravju, kjer je šlo za en sam panj, ki je bil pokrit s slamo, tam, kjer je slama najbolj občutljiva, so pokrili z loncem, vse skupaj stoji na 3 nogah, taki so danes redki. Čebelarstvo jasno se splača, šele če imamo nekaj panjev skupaj. In jasno, objekt je nekaj popolnoma drugega. Ampak najbolj zanimivo je to, da je slovenski čebeljak, značilen čebeljak, ujet v kocko. Da je širina, višina in globina ena in isto, kocka. In je razdeljena na 3 dele, kjer je zunanji del, prvi režen, odprt prostor za čebele, kjer je srednji del prostor za panje in kjer je zadnji del prostor za čebelarja. Bistvo čebelnjaka je tudi panjska končnica, ki nudi ljudem možnosti, da se izražajo tudi v likovni umetnosti, kar pa seveda ni nujno. Eden najlepših panjev na Lancovem, čebelarja Pančurja, je tukaj sam panj, potem imamo še druge panje za vzrejo. Tukaj na Bledu je Debelakov čebelnjak nad železniško postajo, kjer nimamo samo samega čebelnjaka, ampak tudi panj, ki je skrit v telesu čebelarja. V muzeju najdemo tudi medvede in razne take objekte. No, ampak kar je najbolj zanimivo, arhitekt Debelak je opremil imenitno z barvami čebelnjak, ampak gre za razlikovanje med panji. In človek bi rekel, to pomagamo čebelam. Ampak gre za razlikovanje panjev človeku. Čebele so namreč barvno slepe in barv
ne vidijo. Če pogledamo bolj v Alpah, so ravno tako zelo podobni panji, enake konstrukcije, enake oblike, enakih značilnosti, vendar na Vojah, recimo tale čebelnjak je grajen iz tramov in ne v okvirni konstrukciji, kot so ostali, in je zato tudi vpisan v register čebelnjakov kot eden najstarejših znanih čebelnjakov na Slovenskem. Na Uskovnici so tudi čebelarji, ki imajo seveda posebne čebelnjake. Tudi ta je vpisan v registru, ker gre za stajo, ki so jo kasneje spremenili v počitniško hišo, na podstrešju pa še vedno gojijo čebele. Kolega, ki je lastnik tega, je rekel, pred 10 dnevi so čebele odpeljali v dolino, ker zime na Uskovnici ne bi preživele. Senik je tista najbolj zanimiva ali pa najbolj običajna reč na višinskih pašnikih in senikih, in seniki so grajeni posebej zanimivo. Gre enostavno za okroglice, se pravi za les, ki ni obdelan, ki ni obžagan, ki ni obtesan, ampak tukaj gre za problem, da če sestavljamo okrogle profile, kasneje boste videli, to je posebej značilno pri kozolcu, ne dobimo tesne konstrukcije. Poglejte, tukaj lahko gledamo nebo skozi konstrukcijo samo. Tukaj so zatesnili z neko letvijo. Ampak, ko gre za senik, so te odprtine pomembne zato, ker rabimo zrak, rabimo prepih, veter, ki dosušuje tisto seno, ki ga nismo do kraja posušili, preden smo ga pripeljali sem. Seveda so tudi bolj zaprti seniki, tole sicer z Jelovice, Podjelje nad Bohinjem, kjer so pred leti to še vedno uporabljali, ne samo z ročno košnjo, ampak stroji. No, pri tem je zelo zanimiv element, ki ga tukaj najdemo. Etnologi pravijo prislonjen kozolec. Kozolec je objekt, ki ima temelj, ki ima samostojno, stabilno konstrukcijo in streho. Tukaj ne gre za kozolec, tukaj gre za element kozolca, se pravi za letve. In te letve služijo temu, da tisto seno, ki je še najbolj mokro in ga moramo najprej posušiti, posušimo tukaj od zunaj in jasno, na tak način postane senik še bolj uporaben, kot je recimo tole na Gorjušah, kjer imamo spodaj lahko tudi hlevski del, zgoraj za seno, spredaj pa še te elemente kozolca za sušenje. Na Gorjušah pridemo do tega, da je pravzaprav spodnji del kamnit, ker imajo zadosti kamna, in zgornji del lesen, in gre pravzaprav za spodnji del, ki je hlev, se pravi namenjen živalim, in zgornji del, ki je namenjen senu, in vse skupaj je potem element, ki se potem pravzaprav uporablja na tak ali na drugačen način, kot hlev, kot senik, in včasih eno, včasih drugo. No, tole z Krnskega pogorja, zelo zanimive reči, kako narediti hišo, ki seveda mora stati ravno v strmini, tako da so ji dodali noge, ki jim pravijo kobile, in objekt je enostavno postavljen na to osnovno konstrukcijo. Seniki ob Soči imajo več vetra, zato potrebujejo manj odprtin, ampak poglejte, okna, ki so tukaj odprtine, so po vertikali postavljeni, ker seno je praktično vedno v horizontali in tako okno ne omogoča, da bi seno padalo ven. Spravi, gre za čisto uporabno vrednost.
Najbolj zanimive, ampak žal je tole posneto v 70-ih letih, v okolici Cerkna, Novaki nad Cerknom, kjer imamo senike, ki so zidani spodaj kot klet, kjer imamo zgoraj senik in kjer imamo podstrešje ravno tako uporabno. Najbolj zanimivo je to, da spodaj pridemo direktno noter, zgoraj pa, ker gre za hrib, pogledajte tukaj, direktno umetavajo seno v notranjost. In tukaj je bilo celo tako, da je bila konstrukcija okrog in okrog zaprta in so umetavali zgornjega dela preko tega noter napolnili in zapolnili še tole in tako je senik bil uporaben imenitno še in še časa. Senik, če pogledamo na tehle slikah, bomo rekli, poglejte, kakšni masivni stebri so. Ni res. Ti stebri so izvotljeni in tukaj imamo enostavno steber, ki je v obliki črke L, zato, da je vsebina razmeroma majhnega senika čim večja. No, tega žal danes ni več. Kozolec pa je objekt za sušenje in spravilo. Včasih so rekli striktno žitni kozolec, vendar žita že dolgo ne spravljamo več v kozolcu in ne nosimo več na mlin, da bi dobili moko in potem spekli, zmesili kruh in ga spekli, ampak delamo to drugače. Ponekod po svetu so take naprave propadle. V Sloveniji so pametni ljudje kozolec, žitni kozolec, preprosto spremenili v kozolec za seno in danes v kozolcu spravljamo praktično samo še seno. No in konstrukcijsko je zelo zanimiva razlika med kozolcem na Dolenjskem in temi na Gorenjskem. Na Dolenjskem imamo streho, seveda imamo steber in steber je razdeljen spodaj kot temelj v istem materialu, se pravi v lesu in to neobdelanem lesu, da čim dalj časa živi. In temu spodnjemu delu na Dolenjskem pravijo baba. Na Gorenjskem ne poznajo tega, ker enostavno je preveč kamnov tukaj noter, da bi lahko tukaj vzidali steber, ampak imajo manjše temelje, ki jim pravijo babce. In te babce so lahko enostranske ali pa dvostranske, kot recimo na temle primeru iz Martuljka. Tukaj gre, spredaj so Julijske Alpe, zadaj Karavanke, veter piha po dolini navzdol skozi kozolec in efekt pri tem je seveda razmeroma velik. Jasno, zato ker veter piha, pa so potrebne še opore, ki jih imamo. No, tukaj vidimo te babce z obeh strani, včasih so še originalne lesene, včasih kamnite, kot v Studorju, ali pa betonske, kot jih danes uporabljajo. Ampak bistvo kozolca je, da je izkoriščal tisti material, ki je bil dosegljiv, tako kot vsa vernakularna arhitektura. Sorica, kjer je preveč kamna in malo lesa in je kozolec nekoliko drugačen. Kjer imamo slamnato streho, kjer imamo slamo, lahko dobimo slamnato streho, kadar so skodle, imamo iz skodl, lahko imamo iz desak ali pa iz kamna. Jasno pa je, da v Poljanski dolini na Škofjeloškem je taka kritina bila včasih doma, zato ker so imeli kamen, ki so ga lahko lomili v tenke plasti. Najbolj zanimivi kozolci so seveda studorski, pod hribom Studor, ki najstarejši imajo streho na 4 vode,
tole primer Koprivnika, ki so ga kasneje popravili in si poenostavili delo, ali pa niso znali narediti originalne strehe. Lastnik je pred leti, ko sem snemal to, obljubil, da bo pri prvi prenovi bodo streho postavili nazaj, tako kot je. Ravne nad Bohinjem, gre za drug konec Bohinja, kadar rabimo več sena, kadar imamo več sena, rabimo več prostora na kozolcu in kozolc sam ne zadošča več. Zato so naredili repe. Se pravi, rep je pravzaprav stegnen kozolc, ki so ga dodali temu. In zanimivo, ko sem ta kozolc snemal, so prišli domačini in so spraševali, pa zakaj to rišete, pa zakaj to merite, se to je vseeno, kako in kaj. Ko sem 2 leti kasneje prišel sem, da bi ga še enkrat posnel, še z tiste strani, ki ga takrat nisem, pa z drugačne svetlobe, pa z lepšim ozadjem, sem prišel, tega kozolca ni bilo več, ker so ga podrli. Ampak danes imamo vsaj načrt, imamo slike tistega, kar je včasih tukaj bilo. Podjelje nad Bohinjem, odzadaj vidimo Bohinj spodaj in gore odzadaj. Bistvo kozolca je pa njegova konstrukcija. V čelu je kozolc sestav 2 kvadratov. En kvadrat, ki stoji normalno ravno, in drugi, ki je zavrten za 45 stopinj. In vse skupaj teče vedno tako, da se začne na vrhu babe ali na vrhu temelja. Ampak zdaj boste rekli, pred 200, 300, 400 leti, kolikor je kozolc star, niso poznali korena iz 2, niso vedeli, kaj je to Pitagorov izrek, kjer zračunamo, da je osnovnica 1 in osnovnica 1 in po Pitagori je to potem 2 in če hočemo iz tega izračunati diagonalo, dobimo kvadratni koren iz 2. Ampak vsak drvar je vedel, da okrogle konstrukcije z okroglih elementov ne more narediti. Ali pa, da ni učinkovita in da mora biti pravokotni profil. In iz okroglega debla lahko naredimo največji pravokotni profil, to je kvadrat. Kvadrat stranico 1 ima po Pitagori diagonalo kvadratni koren iz 2 in to so uporabljali mojstri, ne da bi teorijo, ki jo danes poznamo iz računstva, pa čeprav gre za osnovno šolsko matematiko, niso poznali. Zanimivost alpskih je pravzaprav to, da nimajo nobene nakladalne ploščadi ali balkona v čelu, ampak da imajo spredaj in zadaj zaprto, vhod v nadstropje je pa pravzaprav v stropu spodnjega dela. V Bohinju so včasih imeli celo škripec, s katerim so dvigali seno v zgornje prostore. V Bohinju pravijo, da ima dež mlade. In zato je treba tiste elemente, ki so po dolgem porezani, se pravi na konce tramov, zaščititi. In tukaj imamo lahko strešico, kot pravijo, lahko je pa seveda ta strešica nekoliko daljša, kot je recimo tukaj. Staja je spet element, ki ga najdemo visoko, zgoraj pa tudi razmeroma nizko. Tole je planina Ovčarija, kjer imamo pravzaprav normalne strehe, planina Krstenica, kjer imamo strehe do tal in seveda lahko tudi drugačne principe. Ampak najbolj zanimivi so pa objekti na Dednem polju. Tukaj stojijo vedno pravokotno na strmino, imajo noge ali, če hočete, kobile, kot jim pravijo, in je pravzaprav konstrukcija zelo preprosta. Tako kot sem prej pokazal
nek senik, ki je postavljen tako, gre spodaj za živino, gre zgoraj za pastirja, ampak ta pastir je imel od zadaj direktno vstop, živina je imela spodaj direktno vstop, okno pa služi temu, da je pogled. Ampak ta pogled ne za užitek, ampak za nadzor črede. Zanimivo pa je, da recimo tole planina Blato pod Dednim poljem, kjer imamo ravnino in lahko zgradimo normalno hišo, kot jo danes poznamo, to, da so uporabili isti princip. Le da so dali 4 noge, 4 kobile, zadaj so naredili nasip do višine pastirjevega dela, živina je tukaj v senci, čez noč na varnem, pastir ima iz okna pregled nad čredo, ki se pase naokrog. Tudi to je grajeno v kvadratu s pomočjo diagonale, s pomočjo kvadratnega korena iz 3. Na drugi strani, se pravi v dolini pri Ratečah pod Cimprnikom, so takele staje. Te staje so zelo preproste in gre za hlevski del, gre za sprednji del, kjer se živina zbira, streha je pa potegnjena čez vse, jasno, vse gre za materiale, ki so tukaj doma, ki so tako postavljeni, da so čim bolj priročni, čim bolj enostavni za delati in za uporabo domačega znanja. Danes govorimo o dvojni uporabi, ko se pogovarjamo o vojni, o oboroževanju, o zaščiti, o varnosti. Poglejte, najboljši primer dvojne uporabe so hlevi ali staje na Krnskem pogorju, kjer je včasih tekla Prva svetovna vojna in so Italijani delali kasarne in to hiško zraven hiške v eni črti in potem v drugi črti in tako naprej. Po vojni seveda je to začelo propadati, ampak so rekli, če to prenovimo v stajo, bomo dobili imenitno priložnost, da izrabimo tisto, kar je bilo že narejeno in tisto, kar bi sicer propadlo. Jasno, če je to zgrajeno na hitro, kot so kasarne delali na hitro, leta 14, ko se je vojna začela, tukaj gre za stoletja stara arhitekturo, za jamniki, ki so neka vas, naselje, ki je nastalo ob poti. In tale slika je iz 70. let, še takrat, ko avtomobili niso vozili sem. Res je, da je danes vožnja z avtom do sem prepovedana. Toda nikoli ne morete najti slike, ne trenutka, da ne bi vsaj kakšen avto bil samo za trenutek tukaj parkiran ali tam ali nekje drugje. Se pravi, ta dosegljivost, cesta je pravzaprav tista najbolj nevarna reč, ki preti arhitekturi. Ko govorimo o stajah, so tudi drugi objekti, ne samo za domače živali, ampak tudi za tuje, jasli. Ampak te jasli ponekod uporabljajo tudi domače živali, domače črede. Mlin in žaga sta objekta, ki izkoriščata naravno energijo, vodo. Se pravi, kjer imamo vodo, ki je razmeroma zelo divja in ki je drugače seveda ne bi mogli kar tako ukrotiti, kot da tukaj naredimo jez in zapeljemo rake in po rakah do kolesa, to kolo se vrti in potem žaga deluje tako, kot pač deluje. Gre za podolgast objekt,
na koncu je majhen prostor za žagarja, raka, kjer se voda spušča in imamo potem spodaj pogon. Cel postopek je pravzaprav med mlinskim kolesom, med vmesnikom in žago samo. Na zunaj se pravzaprav ne vidi nič drugega, kot to, da imamo zidan zid, ki seveda mora vzdrževati trdnost in dušiti različne tresljaje. Žaga kot sama je žaga kot klasična žaga. Tukaj, poglejte, imamo en list, tukaj je lahko, kadar imamo več vode, večjo moč, imamo lahko 3 liste do 6 listov in takrat seveda so lahko tudi večji hlodi, ki jih žagajo. Tukaj gre za Trento in za en sam list. Mlinsko kolo, ki ga voda žene, rekonstruirano s pomočjo jekla, kar sicer ni avtentično, ampak je učinkovito in dejansko ima smisel. No in če pogledamo dejansko, kako žaga deluje, pogledajte, vodo pripeljemo po raki, jo spustimo navzdol in ta voda zavrti kolo. Tukaj gre za sistem, kjer umirjamo hitrosti. Hitrost je lahko premajhna, lahko je prevelika, s tem pomanjšamo hitrost. Kar je pa najbolj pomembno, je pa tukaj vztrajnik in pa ekscenter. Ekscenter skrbi za to, da krožno gibanje spremenimo v vzdolžno. In to vzdolžno rabimo pri žagi, da nam žaga gor in dol. Zelo preprosta reč. No, na tej strani Julijskih Alp Psnakova žaga, ki je lepo obnovljena. Tole je princip vleka, se pravi vitel, ki je. Žal gre za obnovljene elemente, ki pa so nekako zapuščeni, kjer vidimo, da je škoda tega. No, kolo je lahko seveda tudi skrito. Tukaj, ko sem slikal tole, stojim nad vodo, voda teče, znotraj je mlinsko kolo in mlin oziroma na koncu tudi žaga. V bližini Bleda, Grabče, imamo mlin, ki ima mlinska kolesa, ki izgledajo od blizu. Tako gre za zunanjo konstrukcijo in za zajem notranje lopatice. Najbolj zanimivo je pa to, da kadar imamo malo vode, vrti ta mlin z drugim, kadar imamo pa mnogo vode, lahko meljemo z velikim kolesom. No, tukaj gre za približno 2,5 metra širine tega mlinskega kolesa, ker je v slovenskem prostoru redkost, če ne celo edina. Največje, kar smo videli, je bilo na Madžarskem ob ukrajinski meji, kjer je bilo to 6 metrov širine. Skratka, gre za to, da meljemo različne stvari. Pšenico, oves in druge stvari in zato rabimo svede različne. No, Psnakova žaga od zadaj in mlin tukaj spredaj, ki ima drugačen tip kolesa, ker gre za bolj neprimitiven, ampak bolj preprost tip kolesa in zunanje lopatice. In tukaj je to lepo ohranjeno. Mojster Debevc je tudi notranje elemente, mlinska kolesa, mehanizem in vse te stvari lepo ohranil in obnovil. Mlin na veter je pravzaprav redkost, ki pa je bil včasih zelo pogost na Slovenskem.
In še pred 100 leti je bilo na Slovenskem nekaj 100 mlinov na veter, tole je iz Stare Gore pri Radgoni. Takih velikih mlinov, kot je tole recimo iz okolice Balatona na Madžarskem, danes pri nas ne najdemo, ampak mehanizmi pa so leseni, vsa zobata kolesa po vertikali, po horizontali. In pravzaprav najbolj zanimivo pri tem je, da je mlin na veter pravzaprav izredno zanimiva, zahtevna konstrukcija. Gre za zunanji obod, tukaj je razrezan, gre za temelj, ki mora seveda tole umirjati, potem imamo za vetrnico streho in streha z vetrnico se vrti po tem obodu in lovi smer vetra, ko pripiha iz tiste strani, ko pač pripiha. Tukaj se prestavi vrtenje iz tega v vrtenje v drugi smeri in spodaj imamo mlinska kolesa in seveda vse mehanizme za mletje tako, kot pač je. No, ampak mlin na veter je nekoč stal tudi v Alpah. Koprivnik, slika med obema vojnama, kjer imamo mlin, ki je bil nekako takle. Če sliko povečamo, se pravi mnogokotna oblika tlorisa, hiška odzadaj za mlinarja in propeler oziroma elisa za pogon. Danes lahko najdemo samo lokacijo, ki ni označena, ki ni nikjer pokazana. Tako bi izgledalo, če si narišemo v panoramo. Da bi tisti, ki so zadolženi za našo kulturo, za dediščino, naredili vsaj tako tablo na Koprivniku, tega od njih očitno ne moremo pričakovati. Zemljanka in vrtič sta dva elementa, ki sta vezana z zemljo. Na Kozjanskem imajo zemljanke v zelo trdem pesku ali v zelo mehkem kamnu, kjer so lahko to oblikovali cele prostore in to cele sisteme, ki so jih na koncu, ko so nehali uporabljati repnice za repo, zelje in krompir, uporabljali predvsem kot vinske kleti, pa še to so uporabljali direktno, tako da so v ta mehek kamen vklesali odprtine, dali noter steklenice in to je bilo imenitno okolje za pridelavo oziroma obdelavo vina. Hotedršica, kjer dobimo repnice samo kot fasado, ki je pokrita z zemljo in s travo. Gre samo za vhod, gre za odprtino za zračenje in to je praktično vse. Na Gorjušah najdemo repnice, eno repnico, ki je še ohranjena in je bila nekoč pokrita z nekimi deskami, zato so to nestrokovno pokrili in zaščitili, zavarovali pred zunanjimi vplivi, ampak kot boste kasneje videli, je to dejansko odveč in seveda treba je te stvari zapirati. Znotraj izgleda cela zadeva takole, gre za suhozidno konstrukcijo, okrogli tloris in tukaj so to obnavljali in obnovili z malto, ponekod tudi z betonom. Zaprli so z vrati, kar je narobe in kar bi bilo treba tukaj narediti odprtine, če bi hoteli še uporabljati to. Ampak seveda te odprtine so zelo majhne in jasno za plezanje noter ali ven je zelo malo prostora ali pa vsaj neudobno. Bistvo zemljanke je prostor, kjer imamo suhozid,
okrogu tloris, suhozid do sem, obok ali kupolo, jasno, semle noter spravljamo zelje, repo, krompir. In potem, ko rabimo, uporabljamo tako, da to lepo jemljemo skozi odprtino. Na Koprivniku, nedaleč od tod, obstaja še ena repnica, ki je ostala taka, kot je. In tukaj gre enostavno za to, da imamo samo vhod in nič drugega, prak, preklado in 2 vertikali in seveda noter okroglo konstrukcijo, ki je okrogla. Žal je danes zapacana s steklom in gospe Tini sem prejle rekel, zagotovo bi marsikdo prišel in bi skupaj očistili tole, da bi naredili vsaj, da bi pokazali repnico v njeni dobri luči. Tehnični zapis je takle, če pa pogledamo, kako je delovala, je pravzaprav še bolj zanimivo. Vrata niso bila nikoli lesena ali nikoli niso povsem zapirali, ampak so zapirali s kamni. Enostavno zložili so kamne in notranjost je bila zaščitena pred zunanjimi živalmi. Veter je lahko hodil noter in ven, se pravi zračenje je bilo zagotovljeno. Od zunaj gre spet za suhozid in za glinasta dna in to zagotavlja zadosti vlage, se pravi pravilno vlažnost. Najbolj pomembna pa je seveda streha ali strop, kjer imamo strop, ki je izjemno zanimiv kot dejansko kupola, sestavljen iz neoblikovanih kamnov, ki ne morejo tesniti. Ampak zakaj ne prepušča vode? Ker imamo tukaj zemljo, kjer je na zemljo prišla trava in ta trava, ko rase, ima korenine. Pred dežjem se zgosti vlaga, trava lepo napne korenine nabreknejo, se povečajo, med sabo zatesnijo in to je tisto, kar preprečuje, da bi voda direktno tekla noter. Repnice, kot je bila še pred 2 letoma, ko sem bil tukaj, ni več, ker je na mestu, kjer je tale stala, stoji danes nova hiša. No in če pogledamo malo teorije, rastlina in kamen. Rastlina in kamen ne sodita skupaj. Gre za sonce, ki greje rastlino, ampak greje tudi kamen. Ko sonce zaide, rastlina ne rabi več toplote, ampak kamen še vedno greje. In kaj je rezultat? Rastlina propade. Na Krasu so to rešili na svoj vrsten način in tudi v Franciji imajo take, da naredijo konstrukcijo grublja, se pravi odvečni kamen so zložili v neko konstrukcijo, ki ne služi ničemur, samo spravilu odvečnega kamna. V Alpah so ljudje bolj skromni, ampak očitno tudi pametnejši. Kamen so zbrali, naredili obzidje in notranji del uporabili kot vrtič. Tukaj je sicer zelo zaraščen, medtem ko tale reč je še vedno lepo vzdrževana in če pogledamo, kaj je za ograjo, so gredice, kjer imamo različne rastline. Gre za flančnik, kot lokalno pravijo. Rožni vrt je ponos vsake domačije, vsake gospodinje na domačiji. Tukaj gre za radovno in za vrt, ki je ograjen. No, najbolj zanimiva reč pa je to, ki sem jo našel v Stari Fužini, kjer so uporabili kar neko temelj stare hiše, ki je ni več.
Se pravi, gre enostavno za obzidje, kjer pa so zemljo poravnali in to je zdaj pripravljeno, da bodo posejali ali posadili nekaj, kar bo zraslo. No in pravzaprav najbolj zanimivo pa najmanj opazno so poti, ceste, kolovozi. Tukaj gre za brezpotja. Najbolj osnovna reč, poti sploh ni. Zakaj? Ker gre za strmino, ker gre za kamen, ker gre za skale. No, na tej sliki izpred kakšnih 70 let danes gledam nekoliko drugače. Narava, ki nudi marsikaj, ampak človek mora tisto, kar narava nudi, izkoristiti. Poglejte, ljudje, ki hodimo, nas zelo težko peljejo po takih skalah. Se pravi, gre za kakšno drugo rešitev, tukaj jo nudi narava, ki je naredila nek usek, tukaj spodaj je prepad navzdol, nek usek, kjer lahko skoraj po trebuhu pridemo mimo te skale. Primer je sicer Skočne, z Kamniško-Savinjskih Alp. Poti so speljani tam, kjer je pač mogoče in izkoriščajo vse možne danosti. Vsa okna, kot pravimo, tole je sicer izpod Turske gore v Kamniških Alpah, ampak najbolj znana okna poznamo kot Prisojnikovo okno, Jeseniška iz Vršiča na Prisank teče skozi njega, skozi prvo okno, Jubilejna proti Razorju skozi drugo okno. Skratka, izkoriščamo vse tisto, kar je možno, da pripeljemo poti naokrog. No tukaj, če se spomnim, pred mnogimi leti, ko sem otroke peljal v gore, smo nekoč slišali neko cingljanje in to je šlo na zk, ck, 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 zk, ck, ck, ck. In smo rekli, kaj je zdaj to sredi gor nekje na vrhu. In ko smo srečali skupino od nemško govorečih planincev, ki so imeli samovarovalne pasove, karabinarje, čelade, rokavice, smo se pravzaprav smejali. Takrat nismo imeli pri nas praktično še ničesar. Danes je vsaj čelada obvezen del, tole je slika na Kočni. No in ko se pogovarjamo o poteh, so poti lahko zelo preproste, gremo iz Tacna na Šmarno goro, gremo na Triglav, pa še na Triglav lahko iz različnih strani hodimo. Tukaj pa je šlo za neko dolgo pot iz Maribora do morja, se pravi iz centralnih Alp, Pohorje je zadnji obronek centralnih Alp, Kamniške, Savinjske Alpe, Julijske Alpe in povezava do morja. Gre za tematske poti, ki so zelo pomembne vsebinsko. Praktično je seveda tam, kjer imamo pot nadelano, se pravi ali tlakovana, ali je takole opremljena z vrvmi in klini. Seveda vse te stvari uporabljamo zato, ker je to popolnoma jasno, najudobnejše je. Če se spomnimo, v centralnih Alpah ne poznajo poti, ki bi bile markirane. In to zato, da zaslužijo domačini za vodništvo in peljejo skupine kot zanimivost, kot strokovnost, kot varnost od doline do vrhov. Pri nas imamo to odprto za široko javnost, kar pa seveda odpira nove probleme. Ko govorimo o poteh, ki so nadelane, je popolnoma jasno, gremo po klinu in ob vrvi. Kadar tega ni, poglejte, v skalovju je zelo pomemben element
označba, gre za našo markacijo. Pred 2 tednoma smo bili v Karnijskih Alpah in smo videli tudi markacijo, rdečo in belo črto v horizontalni smeri. In moram reči, da naša Knafelčeva markacija je bistveno bolj vidna kot tista ravna črta, ki tam je. No, ampak zdaj pridemo do problemov, da je ljudi v gorah preveč, da ljudje v gore hodijo nepravi, ob nepravem času, ne prav pripravljeni, ne prav oblečeni, ne prav obuti v vremenu, ki za to ni na voljo. Ampak bistvo je usmerjanje. In kako prepričati ljudi, da se prepričajo, da je neka pot zahtevna in da lahko po njej gre samo strokovnjak oziroma vajen človek, ki se na to že spozna. Poglejte, rešitev bi bila zelo preprosta. Iz prometa poznamo trikotnik, ki pomeni samo eno, nevarnost. In če bi prvih 5 markacij opremili z rumenimi trikotniki, bi marsikateri nepravi planinec odstopil in marsikatero uro bi lahko gorski reševalci prebili doma namesto v planinah ob reševanju, kjer riskirajo tudi svoje lastna življenja. No, in ko govorimo o poteh, pot je narejena zato, da po njej hodimo in zato, da ne uničujemo tistega ob poteh. Takih cest, kot je tale pod Popovo šapko, danes pri nas praktično nimamo. Tukaj gre za lepo cesto na Etno, na Siciliji, kjer je, poglejte, levo ostre skale, desno ograja, lepa, imenitna cesta, dokler ne srečaš nasproti vozečega avta. In potem lahko nekaj kilometrov voziš tudi vzvratno, razen tega pa trda kamnina, kot je tole, čeprav je lepo tesan in klesan kamen, je zelo neudoben tudi za avtomobile, ki imajo mehko vzmetenje. Vršiška cesta leta 59, morda 60, je bila makadamska. Tlakovani so bili samo ovinki. Ampak najbolj pomembni so bili obcestni kamni, ki so opozarjali, belo in črno, se pravi opozarjali so in ščitili, da ne bi kdo padel dol. Ta varnost je bolj malo vredna, opozorilo pa seveda je. No, rekel sem, hlev ima vedno dostop za voz do notranjosti. Ampak kadar tega voza nimamo več, imamo stopnice, ki lahko omogočajo, da hodimo tudi peš po strmini. Most, pot pelje tudi čez vodo, ne moremo plavati, ne moremo bresti, ampak gremo po mostu. Tukaj Grabče pri Bledu. Prehod za avtomobile, ampak kadar je to sredi vasi, kadar je to takole ozko in tako postavljeno, je to seveda lahko posebnost, lahko nujnost, ampak vendarle z velikim problemom. Okrasje v vernikularni arhitekturi ne obstaja. Vedno povem, da vernikularna arhitektura ne pozna dekoracije, a je dekorativna, je lepa, je okrašena. In če pogledamo, kozolec označuje pravzaprav vrh, tako kot so vrhovi tukaj, in lahko rečemo ja, ampak kako je pa konstrukcija narejena? Poglejte, imenitna konstrukcija, ki izgleda takole, konstrukcijsko ali pa teoretično
še bolj zakomplicirano, v praksi pa gre za popolnoma preproste stvari. Kvadrat, ki ga lahko tukaj narišemo v prerezu, zarežemo najprej z navadno plosko žago, še enkrat z navadno plosko žago tole, dobimo to in cela konstrukcija je taka zato, da smo dobili skladno, lepo konstrukcijo čela kozolca in to najpreprostejšega kozolca. Ročice so namenjene za to, da se konstrukcija ne bi zložila na eno ali na drugo stran. Ampak tukaj gre še za nekaj več. Poglejte, imamo leseno steno, imamo tramove, ki dajejo močno senco. Ampak sonce greje steno, tale masa je izolacijski material in tale senca je zlata vredna in notranjost je zaradi teh ročic zagotovo vsaj kakšno stopinjo bolj usklajena, pozimi toplejša, poleti hladnejša, kot bi bila, če tega ne bi bilo. In seveda odprtine, ki so ravno tako pomembne, pri tem pa gre za to, da imamo preproste odprtine, so te odprtine lahko bolj zakomplicirane ali še bolj zakomplicirane, tole Spocarjeve domačije ali recimo tole, kjer rečemo, ampak kako pa so te stvari naredili. Gank, ki ga vedno gledamo kot balkon od zunaj in je njegova značilnost izrezljanost, iz notranje strani, ko pogledamo nazon, je še bolj zanimivo kot to, kar vidimo od zunaj. Ampak kakorkoli, odprtine so izjemnega pomena. Ampak zdaj, če se vprašamo, kako so to delali, težko. Ampak v resnici je zelo preprosto. Gre za dve deski, narisali so polovico, izžagali so polovico in ko so to razprli, so dobili odprtino, ki je postavljena tako, kot si jo samo želimo. Lepa je, ne da bi hoteli narediti nekaj lepega. To je uporabna vrednost, gre za zračenje, ki je nujno. Drva, tudi tista drva za kurjavo, so zelo pomemben element. In tukaj imamo dekorativno vrednost drv, ki so, ko je ta stena polna, toplotna izolacija, ko jih zakurimo, je seveda učinek toplota in spomladi, ko to porabimo, tega ni več, ampak tudi toplotne izolacije ne rabimo več. Primer je iz Trente. Zgornja Radovna gre za številke, za črke in za neko grafiko. Poglejte, 1775 piše na Gospodarju, ampak bolj pomemben je tale znak spodaj, gre za preslico. Ta preslica, poglejte, je bolj običajno narisana na ometu. Tukaj sem jo narisal zato, da vidimo tole in tukaj je konstrukcija. Gre za uporabo šestila, ki ga zapičimo najprej v center in naokrog in potem na vertikali in horizontali na presečiščih naslednje kroge in z nekaj krogi naredimo potem tako konstrukcijo, kot jo želimo. Ampak, a so leta 1775 imeli šestila, a so znali narisati takole konstrukcijo? Gre za poenostavitev. Graditelji so imeli desko, so imeli dva žablja, so zabili enega kot center, z drugim so urezali krog. Se pravi, konstrukcijo lahko naredimo s pomočjo pameti, tudi s neverjetno preprostimi stvarmi. Dekoracija, ki je že spet uporabna vrednost, gre za zatrep, ki je zaprt slamo
in to tako, da imamo celo slamo in horizontalne plasti. Tam, kjer je doma kovaštvo, železo, plavžarstvo, je jasno, da bodo uporabljali tudi ta material bodisi za naoknice, bodisi za neke like, ki nam kažejo sever, ki nam kažejo veter, ki so bolj uporabne narave, recimo kljuka na vratih, tolkalo na vratih, žeblji, ki so na roke kovani in zagotovo bolj držijo kot današnji žičniki ali pa vijaki, ki jih uporabljamo. Tam na verskih objektih, kjer imamo pa eksaktne oblike, teh pa niso delali preprosti ljudje, ampak šolani mojstri. No in zdaj še nekaj stvari, ki jih nisem mogel stlačiti v množico vseh teh objektov, ki sem vam jih pokazal. Gre za odnos, gre za kulturo. Če se ljudje obnašamo kulturno in tako, kot je treba do narave, do žive in do mrtve, se bodo tudi živali, poglejte, obnašale do nas tako, da se nam nastavijo, pokažejo, živijo. Nenazadnje smo mi tisti vsiljivci, ki vstopamo v njihovo življenjsko okolje. Ampak to je stvar kulture, kulture pa ne moremo ne kupiti in ne se je naučiti. Moramo jo imeti. Iz družinskega albuma Oče in dve moji teti leta 1931 na Aljaževem stolpu. Ampak tukaj sem hotel pokazati nekaj drugega. Jakob Aljaž je bil duhovnik, ampak prosvetljen duhovnik. In na vrh stolpa ni postavil križa, kot ga postavljajo danes, na vrhove kot hvala Bogu, da je naredil hrib, ker je rekel, hrib je naredila narava in na vrh Aljaževega stolpa je dal zastavico za letnico 1895, kar je bilo 130 let pred nami. In ko govorimo o Triglavu, je Triglav ne samo tisti vrh, na katerega mora vsak Slovenec vsaj enkrat, zato da bo dobro živel, ampak je cel kup stvari, ki so vezane na to. Tukaj recimo izurjen planinec krsti sestrico, ki je bila tokrat prvič na Triglavu. To so stvari, ki so zelo pomembne za vse nas. Tukaj gre pa za povsem oprijemljivo arhitekturo, Možic, zadaj so Ponce, levo Jalovec in Mojstrovka, nekaj označuje zid, ki je izjemno pomemben. Poglejte, zakaj? Ker gre za enojni zid. Ta zid je debel vsega mogoče 15-18 centimetrov. In da dobimo višino svojega metra, je treba presneto znati tole konstrukcijo narediti. Kot strokovnjak za suhozid, ki poznam suhozid Evrope in Severne Afrike, lahko rečem, da takle zid sem videl samo na otoku Cresu in pa na Portugalskem. Tukaj je lastnik tiste Štirne in Repnice rekel, da še vedno, da ta mojster še vedno živi in še vedno zna delati take zidove. Verskih objektov v Alpah praktično ni. Rekel sem prej že, gre za naravo in gre za človeka. Alpinistu Bog bolj malo pomaga. Zanesti se mora nase, na svoje prste, na svoje ravnotežje, na svoje odločitve in jasno, zato verskih objektov skoraj da ne najdemo, razen posebnih. Ko plaz odnese toliko in toliko ruskih vojakov, so
drugi vojaki v spomin na Vršiču postavili rusko kapelico in jasno gre za neko kulturno izročilo in visoko kulturo tistih, ki so ostali živi. Javorca, tukaj pa ne gre za preproste ljudi, ker rusko kapelico so naredili vojaki, ki so ostali živi kot ujetniki na Vršiču, po spominu tistih kapelic, ki so se jih spominjali iz Rusije. Tukaj gre za avtorsko arhitekturo, poznamo avtorja, gre za spomenik, za cerkev in za spomenik vojakom v prvi svetovni vojni. In ena najbolj prisrčnih kapelic, Grabče, nedaleč od tukaj, kjer kapelica stoji in jo lahko gledamo direktno iz mosta, ampak stoji na enem samem lesenem stebru direktno iz Radovne. Ne smemo pozabiti seveda tudi drugih objektov, kot so svinjaki, stranišča, ograje in cel kup še takih. Podjelje nad Bohinjem, poglejte, Kobla, Bohinjska Bistrica, in tukaj gre za objekt, ki je grajen lepo, skladno, tako skladno in tako lepo, kot je grajen tudi Kozolc. No, tole zagotovo ni delo kar tako nekega soseda, ampak je bil zagotovo nek pametnejši človek, ki je vedel, kaj je to vertikala, kaj je to horizontala, kaj so razmerja in kaj je naklon strehe 1:1 ali 45 stopinj. Posebni objekti, tukaj gre za kropo in gre za, tukaj odzadaj je mlinsko kolo, ki žene meh za zrak, ki vzpodbuja ogenj in žene avtomatsko kladivo. Posebni objekti so dimniki, tukaj poglejte, to je sicer iz Poljanske doline, kjer je sredi vertikalnega zidu preprosta odprtina in lesen dimnik. In tole saje pričajo o uporabi tega. Potem sem se pa spomnil, isti princip sem videl tudi pri naših cerarnah, tole je z Vogarja in cela reč očitno deluje. Planinske koče v Alpah nimajo posebne skupne točke in niso kakšna posebna značilna arhitektura, ampak tukaj gre za današnjo arhitekturo v Stari Fužini, kjer uporabljajo princip, ki smo ga videli že iz Krstenice, streha do tal, avtobusna postaja, ki je zagotovo pomemben element vaške arhitekture. No in tukaj v knjigi, ki jo pripravljam, razvijam principe turizma in težave turizma, ki nastopajo predvsem pri številu turistov, pri kulturi turistov, pri obliki turizma, ki nastopa. Tukaj na primeru Kozolca samo zelo na kratko. Ljubljana, ki ima neverjetno število kozolcev, nenazadnje je Kozolc stal sredi križišča Ajdovščina včasih. Dolenjska, Štajerska, Gorenjska, Primorska so možne poti za tematske oglede. Ampak na koncu je treba vendarle povedati, ko smo rekli, nekulturni ljudje hodijo v gore, preveč jih je, gre za kulturo. In ko govorimo o arhitekturi, je treba jasno povedati, da je arhitektura pomemben del kulture. Na začetku sem rekel, ne najpomembnejši, ampak najvidnejši. In če hočemo biti na to arhitekturo ponosni,
jo moramo najprej poznati. Moramo razumeti, kako je nastala, kako je nastajala, kako so jo uporabljali, kako je uporabljajo še danes in kako cela reč zgleda morda tudi jutri. Zato je vse to, da poznamo arhitekturo, tista osnova, na kateri smo lahko ponosni, da imamo tako različne objekte tudi v Alpah, da je toliko objektov, ki pričajo o pravzaprav pameti naših prednikov. In tega se moramo zavedati. Gospe in gospodje, hvala lepa. Mogoče imam kakšno vprašanje še za doktorja Ljubanca, ko ga imamo med sabo. Mislim, da moj krasen pregled veliko idej, kam bi lahko šli tudi mi na izgled, recimo po stvari pogledati. Nekaj poznamo, nekaj ne poznamo. Veliko različnih primerov smo videli, primerjav. A ima kdo kakšno vprašanje mogoče za doktor Ljubanca? Ja, ne? Jaz nisem čisto dobro razumel, ko ste rekel, da v alpskem prostoru ni verskih objektov, ker vseeno je kar nekaj cerkva v tem prostoru, pa kapelic, znamenj in tako naprej. Morda je še kakšna druga logika? No, jaz sem vam pokazal vernakularno arhitekturo. Verski objekti, kot so cerkve in kapelice, so bile vedno delo strokovnjakov, ki jih je cerkev pripeljala. In pripeljala v Slovenijo, so jih pripeljali praktično skoraj izključno iz nemškega prostora. Ampak gre za arhitekturo, ki je nastala izpod rok šolanih mojstrov. Jaz sem vam pokazal vernakularno arhitekturo. Se pravi, tisto arhitekturo, ki so jo delali naši predniki doma, ki niso poznali ne teorije, ki niso imeli šol in ki niso poznali nobenih drugih objektov, ki bi si jih lahko vzeli kot vzor. Medtem ko te cerkveni objekti, kot jih vi omenjate, cerkve, kapelice in tako naprej, so pa dejansko delali strokovnjaki, ki so prišli od zunaj in ki so jih postavili zato in tako, kot so jih tam videli, kot so se tam naučili in so zato prišli. Tako da to je pa seveda spet svoja tema. Danes ste videli, se opravičujem, smo daljši, kot sem računal, ampak sem samo naštel objekte, ki nastopajo v prostoru in to tiste objekte, ki so jih naredili preprosti ljudje, naši predniki. In zato je tako pomembno, da znamo to ceniti. Prav, nastaja nova knjiga, mogoče lahko o tem poveste kaj? No, je treba še kar marsikaj narediti in se še z marsikom pogovoriti, da lahko pridemo do tega. Ampak tematika je v bistvu ista. Se pravi, vernakularna arhitektura, preprosta arhitektura, ker so vse te stvari, ki sem jih tukaj naštel, predstavljene zelo konkretno in to enkrat s fotografijami, shemami, s tehničnimi načrti in z enakovredno dokumentacijo vseh objektov, tako da se da na enak način primerjati tudi kaščo s sušilnico ali bivalno hišo. Tako da zanimivih stvari je še mnogo, ampak potem bi bili celo noč tukaj in ne bi bilo nikoli konca. Hvala lepa. Hvala.
Jaz pa samo še povabila, na listke lahko sabo vzamete. Že naslednji teden bomo poslušali predavanje o skalnih podorih, ki so narava pojav, ampak predvsem se pojavljajo zdaj zaradi novih podjetnih razmer. Drug teden je tudi teden geološke pestrosti, tako da to predavanje pa se upada s tem, da se v Sloveniji pogovarjamo spet na različnih koncih in na različne načine o tem, kako geološko pestro je Slovenija, pa tudi Triglavski narodni park. Potem pa 15. oktobra bomo poslušali dve predavanji o gamsih in o risu v Julijskih Alpah. Potem imamo 22. oktobra spet dve predavanji bolj na tematiko vode. 29. oktobra med počitnicami pa odpiramo razstavo posvečeno 130-letnici Aljaževega stolpa in takrat nam bo predaval tudi zgodovinar dr. Peter Vikša o letu 1895, ko je bil ta stolp postavljen. Potem pa še 5. novembra še zadnje predavanje, kjer bomo poslušali o ustvarjanju Toneta Kralja na Posoški strani, nekaj malega tudi v Triglavskem narodnem parku, drugače pa pač njegovo ustvarjanje od fašizma do konca druge svetovne vojne. Precej zanimivo predavanje, sem ga že poslušala v Trenti. Tako da vabim, da še pridete, pa da še koga sam pridete. Hvala za obisk.